čestitke za zmago nad Crveno zvezdo, zdaj smo pa spet v evropskih vodah, čaka vas gostovanje v Franciji proti Interju. Ja, gre za eno tipično francosko ekipo, oni niso nobena izjema, se pravi, da je hiter slog košarke, ogromno pick and rolla, neke igre po globini za njihovega prvega centra. To so te glavne nevarnosti, v obrambi pa ogromno čitajo, igrajo mogoče malo po svoje, vendar tle pridejo v situaciji, kjer poskušajo krasti žogo, to jim je ideja vsakemu posamezniku, s tem doseči neke lahke koše iz kontranapadov, zato bomo morali biti zelo pazljivi v napadu, potrpežljivi, podobno kot proti Crveni zvezdi in nadejamo se pač ene dobre igre, dobre predstave, potem tudi na pozitivni rezultat. Proti Trentu ste opozarjali na hitro igro gostujočega italijanskega moštva, zdaj tudi opozarjate na hitro igro, takrat ste zmagali z rezultatom blizu 100. Ja, mislim, da moramo predvsem iti v tekmo drugače, tako kot smo se želeli tudi proti Trentu iti, z bistveno boljšo obrambo, nekako umiriti igro, taktično sem prepričan, da smo boljša ekipa, tako da mi z njimi enostavno ne smemo samo težiti, igrati z glavo in upam potem, da bomo lahko razmišljali o pozitivnem rezultatu v tem primeru. Dve zaporedni izredni strelski predstavi, kako se to razlagate? Mislim, da smo od samega začetka vedeli, da imamo napadalno zelo raznovrstno ekipo, vsi se skozi samo govorijo o tem, da nimamo pravega centra, po drugi strani nam pa to daje neko širino v napadu in nasprotniki imajo probleme s tem. Tako da jaz, kar se tega tiče napada, mislim, da smo dobra ekipa, da smo raznovrstni, moramo pa razmišljati predvsem o obrambnih nalogah, kako čim bolje braniti, kako čim bolje zapirati, skakati, ker nenazadnje nam bo to na dolgi rok preneslo rezultate. Ste Nanterre analizirali na tekmi Bilbao, ko so zmagali, ali zdaj v francoski ligi, ko so 20 pik doma izgubili? Ja, oni v francoskem prvenstvu, kot ste rekel, zadnjih dve so izgubili, prej so dve zmagali suvereno proti Bilbao, vse tekme smo praktično pogledali, tako da vemo v njih več ali manj vse. Ampak jaz še vse skozi poudarjam, da moramo razmišljati predvsem o sami sebi, verjeti v svoje sposobnosti, svoje kvalitete in se res samo tiste osnovne stvari pripraviti na njih, potem pa čitati in jih pač kaznovati čim bolj. Glede na psihološke značilnosti Olimpijine ekipe, je to zdaj nevarno, da so zdaj recimo tako dobro igrali proti Zvezdi, da ne bi mogoče poleteli, ali je to pozitiven moment? Ja, težko je reči, v bistvu tudi mi se še spoznavamo, fantje so mladi, veliko smo govorili na to temo, za mene je ekipa vredna toliko ali pa dobra toliko, kar igra na naslednji tekmi, tako da upam, da so to fantje se zavedajo tega in da bomo predvsem šli v Francijo z eno vero v to, da lahko zmagamo, v bistvu mislim, da je dobra priložnost, so dobra ekipa, vendar tudi mi imamo svoje kvalitete in predvsem v to moramo verjeti, tako da vsekakor gremo tja z eno samo mislijo, da tekmo probamo dobiti. Je bila igra v Beogradu že blizu tistega, kar si želite videti na vsaki tekmi, izjemo tistih 7 minut, ker je malo blackouta v napadu? Ja, tam v tistem obdobju so bilo tudi v bistvu na igrišču vsaj začetni del, Blaž Mišiček pa Vlatko Čančar, pač splet okoliščin je bil tak in tam smo malo zbezlali, če povem po domače. Drugače pa igra dobra, kontrolirali smo igro predvsem na napadalnem smislu, Real obrambi solidno, timsko in lahko smo zadovoljni s to predstavo, še vedno imamo pa ogromno prostora za naprej, tako kot tudi druge ekipe in se s tem vsekakor ne smemo zadovoljiti. Ko smo zadovoljni z to obrambno predstavo proti centrom, pa tudi dobljenim skokom za Beogradu? Ja, proti Zvezdi smo se malo pripravili specifično na njihovega predvsem prvega centra, tega Šorcanitisa za igro po globini, medtem ko Cirbes ne igra toliko po globini, več ga iščejo iz pick and roll situacij, tako da mislim, da smo korektno pobranili, delali tudi neke osebne napake, lahko bi jih tudi večkrat, mislim, da so bilo še nekaj prelahkih košov doseženih in tle so imeli oni probleme, tako da smo dokaj dobro izpolnili tisti plan, ki smo ga imeli pred tekmo. Hvala.